Lepo pozdravljeni, gospod Laslo. Ste profesionalni violist, magistrirali ste na Akademiji umetnosti v Novem Sadu. Zaposleni ste trenutno v SNG Opera in Balet, če se ne motim, od leta 2002 dalje. Ja, tako, ja. Pedagog tudi na večjih zasebnih glasbenih šolah, med drugim na Vodnikovi domačiji. Igrate tudi na porokah, raznih obletnicah, izvajate glasbo v cerkvi. Nam lahko poveste kaj več o svojih koreninah, začetkih vašega ustvarjanja? Ja, v bistvu se je začelo se je, jaz sem drugače v Vojvodini rojen in sem v bistvu sem v otroštvu nisem imel toliko veliko stikov mogoče z profesionalnimi glasbeniki, kar recimo dedek je edin v družini, je bil glasbenik, ne poklicni, ampak ljubiteljsko je igral kontro, to je nekaj kot kitara, je igral, ampak v bistvu niti not on ni poznal. Ta je edini v bistvu moj sorodnik, ki je igral kakšen inštrument, saj oči pa mami sta imela tudi rada glasbo, ampak v bistvu dedek je bil tisti, ki me je spodbujal k igranju oziroma k glasbi. Pol je pa ati enkrat prinesel violino, niti ne vem, kako je prišlo do tega, od nekega sodelavca je prinesel violino in jaz sem bil toliko navdušen, da pol v zelo kratkem času smo tudi kar šli na sprejemni izpit za osnovno glasbeno šolo, nižjo glasbeno šolo in sem pol v bistvu v drugem razredu osnovne šole začel hoditi na violino. Kako pa poteka vaš dan, glede na to, da zraven tudi poučujete na različnih zasebnih glasbenih šolah, na Vodnikovi domačiji in tako naprej? Ja, v bistvu jaz imam čist, ko bi človek rekel, umetniški urnik, glede na to, da večina ljudi podnevi dela tam do 5:00, verjetno ljudje delajo, pol so pa popoldne ali pa zvečer prosti. Jaz imam čisto obraten urnik. V bistvu sem jaz prost dopoldne, popoldne pa že dosti zgodaj imamo kosilo, pol pa že grem poučevat in to čisto vsako popoldne. Tam okoli 2:30, 15 do 3 že začnem poučevat, najpozneje. In pol v bistvu poučujem tam do 15 do 6 ponavadi, pol se pa pripeljem do opere, kjer imamo ponavadi ali ob 6:30 zvečer vajo ali pa ob 7 ali pa predstavo. In v bistvu po tej končani predstavi ali vaji pridem šele okoli 15 do 11 zvečer domov, kar ponavadi ljudje takrat že spijo, okoli komi kakšno luč vidimo v okolnih stavbah, ampak pač tak drugačen urnik imam. Kateri godalni orkester vam je pa nekako najbolj ostal v spominu, recimo, če pogledate vaše delo, zdaj mačkam za nazaj, če se vrnemo, da je nekako vam vzel največ časa, največ priprav in da ste se ga mogoče najbolj zapomnili? Časa verjetno je čisto odlično, za kateri projekt se je treba koliko pripraviti, ampak so mi v najlepših spominih so tisti, ko sem igral v tujini, v kakšnem orkestru, kakšni mladinski orkestri ali pa če smo s kakim orkestrom šli v tujino na turnejo. To je zelo zanimivo, ker v bistvu takrat človek, ko gre s svojimi kolegi na drug način, se bolj družimo, nekako je drugačno vzdušje, pa še vidimo nove kraje, nove običaje, ali kaj povem. Koliko časa najdlje pa ste bili recimo potem odsotni službeno, tako da ste
v bistvu delali? V bistvu iz službe nisem odsoten, če grem svojo službo. To je sicer bolj redko, da smo šli z opero v tujino, ampak s kakšnimi drugimi orkestri, ko sem pa šel, to je pa bilo usklajeno, da je takrat bilo, kadar nismo imeli opere ali pa je bilo neki kontra v bistvu, če smo imeli par dni prostih v operi, pol sem pa z drugimi orkestri šel v tujino. Kako bi pa rekel glede svojih dosežkov? S katerimi znanimi solisti ste kaj sodelovali, da se vam je vtisnilo spomin glede orkestrov? Ja, zdaj kakega posebej od teh glasbenih izvajalcev, ko so recimo kakšna godalne inštrumente ali pa klavir, ko igrajo, ne bi posebej znal točen povedati, ker jih je bilo kar dost, ampak recimo z kakšnimi slovenskimi pevci pa z večino kakih pop pevcev ali pa tudi solistov poklicnih solo pevcev sem igral z različnimi orkestri. Recimo en zelo lep spomin imam na koncert Ota Pestnerja v Cankarjevem domu, to je tudi zelo lepa glasba bila, zelo dobro bilo narejeno, pa še kakšni drugi pevci, ko je pol v bistvu so ful lepi koncerti. Pestri spomini, skratka. Zdaj pa, če primerjate delo pedagoga glasbenega v zasebnih šolah z nastopanjem v godalnem orkestru, kaj vam predstavlja nekako večji izziv, kaj vas nekako bolj navdušuje mogoče, če lahko kaj izpostavite? V bistvu v orkestru igrati je drugače, kakor poučevati. Ko človek poučuje z učenci, ima en napredek, en dosežek, ko po nekem času pridemo do enega cilja, da smo pač eno skladbo pripeljali do enega nastopa ali izpita, in je to eno tako zadovoljstvo, zadoščenje pri človeku. Ampak ko človek poučuje, saj skozi spremlja tiste tone, ko učenec zaigra, ali pa jaz še na klavirju spremljam svoje učence, ampak v bistvu ni toliko aktivno sodelovanje, kadar človek igra kadar se igra v orkestru, ko ti sodeluješ s svojimi kolegi, ko poslušaš to, ko ostali in dejansko aktivno igraš. Je to drugačen pristop. Čeprav sta oba dobra, ampak še zmeri igrati. Malo več vaše energije mora biti. Ja, še zmeri igrati je še zmeri boljše zame, kakor poučevati. Bi izpostavili potem orkester. Zakaj ste se pa odločili igrati v Sloveniji po končani akademiji v Novem Sadu? Ja, v bistvu jaz sem že zelo zgodaj, že v osnovni šoli sem nekako imel v glavi eno vizijo, da ko bom jaz končal akademijo, da bom šel v tujino. Ne vem, kako sem jaz, že danes, ko razmišljam, kako sem lahko sploh to vedel v 7. razredu osnovne šole, kako sem lahko to že naprej vedel, ampak verjetno sem že takrat nekako ocenil, da v bistvu ta okolica, da ni zame, da me ne spoštujejo dovolj in da bi v tujini na drug način lahko to, da bi lahko bolj napredoval. Ja. Pa še, veste, tudi finančna situacija, tudi zdaj v Vojvodini ni taka, kakor v Sloveniji ali pa pač nekje drugje v svetu. In se vam zdi, da ste se pravilno odločili? Ja. Ali bi kaj spremenili, če bi lahko? Glede na to, da sem tudi svojo ljubezen tukaj spoznal, pa ko imam tak krog prijateljev, pa v bistvu tudi učencev, pa vse, kar se je izteklo, mislim, da sem se pravilno odločil. Kako je pa z vašimi vajami? Je potrebno veliko treninga, da postaneš profesionalni violist? Ja, da postaneš profesionalni violinist ali pač glasbenik,
v orkestru ali pa solist, je potrebno kar dosti vaj. Včasih se ljudje hecajo, da sem zato dosti las zgubil, da sem toliko vadil, ampak dejansko tudi med študijem pa med srednjo šolo je ogromno ene vaje. Recimo tudi v osnovni šoli jaz nisem nikoli dobro, sicer mene tudi šport ni toliko zanimal za vsak dan, da bi jaz nogomet igral, ampak recimo jaz se nisem na ta način sproščal, kot so moji sošolci v osnovni šoli. Jaz sem, ko malo pogledam nazaj, jaz sem praktično vsako popoldne sem jaz vadil, ne vem, 2-3 ure, plus poleg tega še ostale druge obveznosti, pa v srednji šoli pa še več. To se pol kar stopnjuje in je to v bistvu kar ogromnega odrekanja. Z novosadskimi solisti ste se leta 2000 udeležili 3 turnej po Nemčiji. Nam lahko poveste kaj več o tem zdaj, če osvežite spomin? V bistvu to je bil orkester sestavljen od, to novosadski solisti se imenuje in dejansko so to bili najboljši solisti, ki so takrat, pa tudi zdaj so najboljši v bistvu učitelji oziroma profesori na akademiji, to so bili asistenti, docenti in ko so tudi vodje določenih skupin v orkestru in je to bil sestavljen orkester iz 20, maksimum 25 ljudi, en tak večji godalni orkester v bistvu in s tem orkestrom smo šli v Nemčijo, v bistvu 3 take turneje smo imeli in je to zelo bilo zanimivo, ker smo zelo kvalitetno, zelo visoko kvaliteto smo dosegli, zelo kvalitetno glasbo smo izvajali in v bistvu... Priznanje tudi prijeli? Ja, kritike so tudi bile odlične. Dobra družba je bila seveda tudi med tem, ko smo potovali, ker je pač dolga pot bila in v tem času, ko so se take stvari tam dogajale v Srbiji, je to kar tako, ko človek pomisli, je nezamisljivo, da smo v tem času uspeli iti, ker je bilo praktično nemogoče tudi vize dobiti za tujino, sploh za Nemčijo. Je to bilo zelo težko, ampak smo pa vsi uživali. Skratka, lepi spomini. Ja. Kako pa vaš prosti čas izkoriste? V bistvu prostega časa zdaj nimam kaj veliko, bolj kakšno soboto, nedeljo imam kaj časa, da se lahko sprostim, da kaj preberem. Zelo rad berem, takrat se mi zdi, da se najbolj človek sprosti. V zadnje čase uspevam zgolj samo kaj v zvezi z avtomobilizmom, kaj pogledati, ker me avti zelo navdušujejo in so mi všeč od majhnih nog, ampak kaj drugega pa trenutno zdaj ne uspevam najti časa za to. Sem pa pred leti dosti začel z tujimi jeziki in sem se začel tudi kitajsko se učiti, majčkeno tudi arabsko. Jeziki me tudi zelo zanimajo in upam, da bom na tem področju lahko še kaj več naredil, da se kitajsko vsaj lepo naučim pisati, vsaj tako za kakega turista ali kaj pa vem. To je eno čisto neko drugo področje in je zelo zanimivo. Kaj pa poslušate, ko ne poslušate recimo viole vaših? Klasične glasbe, ne da? Ja, sicer klasične glasbe tudi v prostem času kar dosti poslušam. Nekako tudi za sprostitev, tudi če kaj drugega delam po stanovanju ali pa med vožnjo. Ampak poslušam pa pop glasbo, pa rock, tudi tiste trenutno popularne svetovne izvajalce ali pa kakšna 80-ta, to mi je zelo všeč. Ja, ampak recimo kakšno
kakšen jazz pa težje prebavljam, mogoče to ni toliko zame. Zanimivo, ja. Katero od ustvarjalcev vam je pa nekako najbolj blizu potem od teh pop izvajalcev, katerih koli, recimo, v bistvu, ne nujno klasičnih? Sej drugače Madono zelo rad poslušam ali pa kakšne take, ne vem, kakšnega Stinga, čeprav tudi Björk, ki je alternativna glasba, mi je tudi všeč, ne vem, ima neko energijo? Neko svojo energijo, malo drugačna glasba. Kateri inštrument vas še poleg viole navdušuje, da vam je nekako blizu ali pa da bi se ga bili pripravljeni še malo več se mu posvetiti, vložiti svojega časa, energije? V bistvu klavir tudi igram in me navdušuje, čeprav ne uspevam toliko recimo zase ali pa tako za svojo dušo, ko bi rekli, da bi kaj veliko igral, ampak imam tudi to namen, da bi tudi doma kaj igral klavirja, recimo klavir mi je kar dost všeč, pa se da marsikaj z klavirjem tudi ustvarjati. Če se vrnemo malo k vaši družini, zdaj v bistvu ste vaše otroke tudi navdušili recimo za kakšen inštrument? Ja, v bistvu jaz imam enega zelo majhnega otroka, 3 mesece starega, tako da v bistvu zdaj smo pri začetkih, ampak mislim, da smo na zelo dobri poti, zato ker sem opazil, da ima rad glasbo, sploh če kaj tolčemo ali pa kakšne orglice, če zaigram otroku, je zelo navdušen, tako da mislim, da bo vsaj za prosti čas, da bo igral kakšen inštrument, sicer ga ne bom preganjal, da bi profesionalno ali pa kakorkoli. Ja, saj za prosti čas je pa to enkratna zadeva, glasba. Vidim tudi po svojih učencih, koliko so navdušeni nad glasbo in se mi zdi, da je za prosti čas to nekaj najboljšega. Za kateri inštrument pa bi ga recimo navdušali, če bi... Otroka? Ja. Ne vem, mogoče kakšen drugi inštrument, da ni viola, violina, ampak mogoče tudi kakšen pihalni inštrument, mogoče kakšna obova, flauta, kaj pa vem, nekaj takega. Kaj pa vaši prihajajoči orkestri, projekti, kakšne zadeve? Ja, v bistvu zaenkrat sem ne zaenkrat, ampak kar zaposlen v operi in mislim, da bom pri tem tudi ostal. Kar se tiče kakšnih projektov, pa mislim, da če bi najdel več časa, če bi našel, bi verjetno kakšne solistične projekte bolj pripravil oziroma se lotil tega. To mi je veliko veselje, samo zahteva veliko časa, veliko vadbe in seveda to je čist nek drug pristop, v bistvu tukaj je še nek marketing mora biti ali nekaj takega, kakšna promocija, ker to pa ni toliko enostavno, kot v orkestru igrati. To bi recimo, ko bom imel kaj več časa, bom se temu posvetil kakšne solistične koncerte. Pa ko se bo odprla možnost za to, bom verjetno tudi doktorat delal. No, ta je violina, ta je pa viola. Da primem obe hkrati. Se pravi, violina je manjša, viola je večja. Obe imata vsak po 4 strune, s tem, da ima viola C struno, ki je bolj globoka, violina pa ima tisto E struno najvišjo, ki jo viola nima. Violina je bolj taka tenka,
in ima violina take visoke tone, viola pa ima globoke, bolj nekak en tak melanholičen zvok, malo drugačna barva, bolj polna. Pri violini je pa možno izvajati ful visokih tonov. Lahko tudi na violini zaigramo nekaj malo višjega. To je na violini. Na violi so pa malo drugačni toni. So bolj globoki toni. Bolj globoki toni na violi, pa malo drugačna barva. Zakaj ste se odločili za violo? Zakaj ne recimo violončelo, violina? Ja, v bistvu jaz sem se učil violine, sem hodil v nižjo glasbeno šolo in v začetek 5. razreda je moj učitelj violine mi je pač rekel, da če si želim, da bi lahko tudi violo igral, ker je on ocenil, da imam dovolj velike roke, sem dovolj močen za to, da bi violo igral, ker pač majčkeno več moči verjetno zahteva, tudi roke malo drugačne. In pol mi je dal v bistvu violo, inštrument od glasbene šole na uporabo in jaz sem takoj bil navdušen zato, ker sem se mogel spet enih začetkov lotiti, kar mi je zmeraj všeč nek proces, se pravi, ko nekaj delamo od začetka, da je nek napredek. V bistvu pri violi sem se mogel naučiti tudi altovskega ključa, ki je drugačen od violinskega ključa in se moramo spet učiti vsega. In barva tona me je tudi navdušila pri violi, je taka malo bolj globoka, malo bolj, bi rekli, melanholična. Niso toliko visoki toni, včasih se, čeprav je tudi zelo virtuozen inštrument, ampak se ne spoštuje, oziroma ne, da se ne spoštuje, ampak ni na prvem mestu virtuoznost kot pri violini, pa tisti visoki toni, ampak bolj pridobiti ta pravo barvo tona oziroma barvo. Kaj vam pa predstavlja delo pedagoga v glasbeni šoli na Vodnikovi domačiji v primerjavi z drugimi zasebnimi glasbenimi šolami, na katerih poučujete? Če bi lahko izpostavili, kaj je tista glavna razlika? Ja, v bistvu na Vodnikovi domačiji se lahko praktično kdorkoli vpiše, ljubiteljsko lahko začne igrati kakšen inštrument oziroma se lahko začne učiti, ampak to je spet malo čisto drugačno delo pedagoga na Vodnikovi domačiji kot v drugih šolah, kjer na Vodnikovi domačiji niti ni izpita na koncu leta, ki je
ključnega pomena, ne igramo po učnem načrtu. Se pravi, učenec igra tisto kar si želi. Napreduje sicer včasih, ne napreduje glih toliko, če se nekdo 3 leta uči, ne bo seveda toliko preigral, toliko napredoval tehnično, kot en učenec v osnovni šoli, ampak pa tudi s pesmicami, bolj zahtevnimi pesmicami oziroma skladbami pridemo spet do napredka in vsaka skladba je težja. Je pa drugače. Kako bi pa v bistvu morda še za konec pojasnili zdaj to stališče, z vaše strani me zanima, za glasbenike, umetnike, se vam zdi nekako bolj pomemben talent, se pravi nekako prirojen talent, ali pa pridnost, da nekdo vztraja, da je delaven, da si prizadevan in tako? V bistvu obe stvari morata biti tukaj zraven. V enakem razmerju. Brez talenta oziroma prvotno brez posluha ni nič na tem, ni ničesar na tem področju, ampak je pa potrebno kar dost dela, tudi pol, ko smo zaposleni, ampak sploh pa med študijem oziroma srednjo šolo je veliko konkurence tudi, pa se je potrebno kar potruditi, da bi pol... Iz tega postaneš profesionalec. Ja, v bistvu profesionalec, da bi postal. Predvsem veliko časa vložiti v to, verjetno, ne? Ja. Energije. Se pravim, je dost enega odrekanja v otroštvu. Zdaj je pa čisto odvisno, kdo koliko rabi vaditi. Eni so pač taki talenti, ki mogoče imajo tudi z rokami, tako čutijo, da jih ni jim treba toliko mogoče vaditi. Jaz sem zelo rad tudi vadil, meni ni bilo toliko težko. Včasih so me tudi kaj bolele roke, ampak sem tudi čez to šel in meni je bilo tudi veselje, da če me bolijo roke, to pomeni, da sem bil priden v bistvu, da sem... Da je bilo neko delo za vami, konkretno. Ja, je pa kar potrebno dosti dela, brez tega ni nič. V bistvu sam talent ni dovolj.